Dober dan, gospod Mojster. A me lahko pomagate? Ja, seveda. Dajte mi povedati, kaj moram narediti za izpit za pomočnika? Ja, če hočeš izpit za pomočnika narediti, moraš izdelati čevlje. Zdaj, 1 leto pa pol si že v učni dobi. V prvem letu si pospravljal delavnico, malo pometal, tudi otroke si varval, drva je bilo treba nasekati, zakuriti, da je bilo pozimi toplo. No, zdaj, v drugem letu si pa že kar začel čevlje delati. No, in si že kar dobro usposobljen. Tako, se pravi, jaz moram narediti čevlje. Ja, seveda čevlje. A bo je takšni v redu? Ja, to so v redu, to so zelo v redu. A mi lahko poveste, tale lučka mi se tu dopada, kaj pa to? Ja, s tem lučkami je pa tako, včasih ni bilo elektrike in so zraven petrolejke imeli obešene lučke. No, vsak je imel svojo, tam ne manjka, so se nekaj razbile zgleda, mojster je imel največjo, pomočnik manjšo, vajenc pa čisto majhno. Se pravi, tudi večjo lučko bom dobil? Seveda. Ja, bolj pa gremo. Ja, pa pojmo, Gremo? Na fresh preh. Gremo na fresh preh. Dober dan. Dober dan. A vi ste tisti čevljar Piškorič, ki dela plesne čevlje? Živijo, Janja? Bojan. Simon, me veseli. Bojan, živijo. To so eni taki plesni čevlja, ne? Ja, ravno kar končujem en par step čevljev za eno našo nadobudno plesalko. Ta čevlj je že skoraj gotov. Kot vidite, je špica podplata odebeljena, je dvojna, da je lažji udarc. S tem, da tlele moramo montirati še ploščice. Te ploščice, katere vdajajo ta prav zvok. Špico in napetek. Pa se metode, ki so jih uporabljali včasih za te čevlje, pa današnje metode, ki razlikujejo, ali je izdelava čevlja podobna? Osnova je dosti podobna, s tem, da so nam delo olajšali materiali, kot je lepilo, pa razni stroji pa pripomočki. V globalu je pa dosti osnovno, prvinsko. Kaj pa kakšen poseben nasvet, ki ste ga od očeta še prenesli na vaše delo? Da ne uporabljam slabih materialov, pa da se ne dela šlamparija, da bi si površen predelal. Kako pa se je delalo z vajenci včasih in kako danes? Danes je treba veliko potrpljenja pa pogovorov. Včasih je bilo pa enostavneje za mojstra, ki je imel v roki usnjen pas, kateremu so rekli kneftra, pa je pač vsake toliko časa vajenca malo spodbudil po hrbtu. No, Frštecov Urban naj pred komisijo stopa. No, kar čedne so. In na placa v lepo ceno dosegla. Kaj pravite? Ja, tudi furom je prav dober. Pa jaz sem take manjge, ne bo tole naš Urban, ampak če dobre ranče še ni več znal. No, Urban, s tem popiljam boš po svete vandrov in vsača šuštašča, kaj brga, za ston pičo in na streho nad glavo dobil. Ampak v to kaso moraš pa nekaj guldinarjev prodati. To, Urban, smo tako vesele naredil, bom te guldinarje jaz v tvojemu imenu tole kaso, se boš ves denar zbira po vožju, ampak če bili vosek, boš pa sam odprgal. Vsem gospodom, tudi jaz, bo Bog zahvalen, posebej pa vam, majster Miha, ki ste na šuštarče kuncle pripravili, še posebej. No. Dober dan, živijo, muhli, zbačil pa papir. No pa
Papir? Košmir. Med te prave šuštarske pomočnike bi rad prišel. On je pa kar pred komisijo stopa. Evo ga, izvolite. A pa to si sam naredil. Moj grob delo. Težko verjamem. Koga pravite, majstre? A tole si ti naredil? Jaz. No ja, kar za nas te bagla. Ja, a pa se res ni to naredil? Ja, jaz sem to naredil. Kdo pa? Dobro. Pa tudi furam je prav dober. No. Koga pravite, majstre? Pa kar zamet. Si le za stojit bit. No. Pa ga pa spremimo. Imaš ta papir. Hvala lepa. Končno imam papir. A to je pa vaša diploma? Ja, to je moja diploma. Jaz sem si na fakulteti za kemijo pridobil naziv inženir usnjarsko-predelovalne tehnologije. Kaj pa vaš oče? Kako je pa on prišel do tega naslova? Oče se je pa še po starem učil pri mojstru. S tem, da je bil takrat, je šel pač v uk k mojstru, praksa je potekala v delavnici, predmeti, kot so osnovni predmeti, slovenščina pa še drugi, matematika je bila pa na poklicni šoli v Žireh.